Lep pozdrav, dober večer. Evo na povabilo vašega ravnatelja Gregorja Deleje sem se odzval na tole vabilo na prvi GCC webinar, ki smo ga poimenovali načrtovanje časa in skrb za psihološko ravnovesje pri delu na daljavo. Prve pol urce bom jaz malo enosmerno predaval, potem pa sem za vas pripravil eno klepetalnico oziroma skupno platformo, kjer se bomo lahko skupaj družili, po skupinah se pogovarjali in tudi malo povezano v teh časih, ko te stike vsi pogrešamo. Tako da predavanje bo zelo, bom rekel, polno nekih praktičnih nasvetov, ki upam, da vam bojo koristili. Pa Gregor, kar prosim, če mi lahko notri spusti PowerPoint prezentacijo. Evo, pa si bom jaz takole dal. Upam, evo, da vsi vidimo tole prezentacijo. In naslov prezentacije, kot vidite, je, kako do večjega psihološkega ravnovesja. In ko vidite te kamenčke, kako je vse lepo postavljeno, sem pa potem razmišljal, da morda je boljše vprašanje za vse nas, danes, ki smo tukaj, naslednje. Kako dolgoročno do večjega psihološkega ravnovesja? Ko razmišljamo dolgoročno, dobimo nekako drugačno perspektivo na vzdržljivost, na odpornost, na psihološko ravnovesje. In se mi zdi, da tudi iščemo rešitve drugače. Se pravi, da ne iščemo rešitev, kako samo danes se bomo počutili bolje, ampak kako bomo bolje tudi, ne vem, v enem tednu, v enem mesecu ali čez eno leto, ker pač ne vemo, kakšna situacija bo, kako bo z ukrepi, kako bo z vsem. In je fino, da dolgoročno treniramo, dolgoročno planiramo in tudi dolgoročno krepimo našo psihološko vzdržljivost in ravnovesje. Ko pridemo v negotovost, ko čutimo dejansko, da stvari niso na mestu, čisto psihološko gledano, najraje v negotovosti poiščemo krivce. Kajti naše misli, naša glava vedno išče nek odgovor, da se pomiri, da se umiri in da pokaže s prstom na nekoga, aha, tamle pa tiči zajec, tamle pa je naš problem in zato imamo takšno situacijo. Tako da morda ste opazili, da kdo izmed vas, izmed nas, izmed drugih, krivimo zdaj državo in sistem, politiko, da je takšna situacija. Morda kdo reče, zdaj učitelji se ne znajdete, ne znajdejo, za tehnologijo pa je tukaj problem. Morda kak učitelj reče, dijaki, ne vem, niso sploh se preklopili na učno uro, niso naredili naloge, v njih je problem. Potem morda nekdo reče, arne strežniki so problem, ker e-učilnica ne deluje, itd., itd. Morda to reče, starši so izziv, ker pač niso uredili vseh stvari. Se pravi, v negotovih časih zelo radi kažemo dejansko s prstom na druge, da bi se pomirili. V situaciji, v kateri pa trenutno smo, lahko pa rečem, da smo res vsi v istem čolnu, da je stvar tako kompleksna, tako prepletena, da zelo težko oziroma je skoraj nemogoče, da mi pokažemo z enim prstom na nekoga in da je res ta oseba ali ta struktura odgovorna za situacijo, v kateri smo. Situacija je globalna, je povezana in je zelo naporna. Se pravi, res bi zanikali, da bi rekli, da je situacija nekaj lahkotnega, res ni in vsi čutimo, ogromno negotovosti, ogromno stresa, verjetno vi, ki ste in učitelji in ravnatelji in tudi dijaki in starši, verjetno poleg medicinskega osebja največji stres. Tudi zato sem se za sedem danes odzval, da lahko podelim vsaj malo nekih nasvetov, ki vam lahko pomagajo. Je pa takole z nasveti v teh časih, nasveti, ki smo jih včasih z veseljem dajali, jih danes teže dajemo, ker nasveti, strukture, dobre prakse, ki so včasih veljale kot zlate, kot pribite, danes niso več tako trdne. Se pravi, tudi mi, ko usmerjamo recimo druge ljudi, skupaj z njimi iščemo rešitve, delimo dobre prakse in jaz bom tudi danes delil z vami bolj sveže prakse, katere smo že preverili, da delujejo in upam, da vam bojo pomagale. VUCA svet. VUCA svet, kaj to pomeni? VUCA kratica prihaja iz vojaškega sveta in sicer vojska, kot veliko stvari, ki so jih izumili, je s to kratico opisovala svet, opisuje svet, ki je volatilen, se pravi, da se nenehno spreminja, skače gor in dol, je spreminjajoč, da je to svet, ki je negotov. To je svet, ki je kompleksen in pa svet, ki je dvoumen, da ne vemo točno, kaj je res, kaj ni res. In če smo že v zadnji dekadi, desetletji govorili, da smo v VUCA svetu, je ta VUCA svet danes postal še večji VUCA svet, imamo še več negotovosti, še več kompleksnosti in še več dvomnih sporočil, s katerimi smo soočeni vsak dan. Kaj to pomeni družbeno gledano
na nas, za družbo. To pomeni zelo preprosto, da stres, s katerim smo soočeni, eksponentno raste. Se pravi, vidimo vedno več stresa, vedno več, negotovosti, tudi anksioznosti, vedno več, mentalne pregorelosti in to je zdaj postal žal nek trend. Tukaj se pa lahko vprašamo, ali ob tem trendu eksponentne rasti stresa raste tudi naša odpornost, da se s tem stresom uspešno soočamo in žal je večkrat odgovor, da ne še. Se pravi, tako, naša naloga je v teh mesecih, v tem letu, v teh dneh, tudi danes, se pogovoriti, kako lahko čim bolj dvignemo to krivuljo naše odpornosti in se naučimo, kako čim bolje se soočiti z negotovostjo in doseči ravnovesje. In to si gremo zdaj pogledati. Po psihološki teoriji imamo 3 kroge vplivanja in največji vpliv imamo vedno na sebe. Se pravi, v teoriji pa tudi v praksi govorimo, da nase imamo največji vpliv v smislu, kako reagiramo na zunanji svet, kako interpretiramo zunanji svet, se pravi, kako dojemamo stvari, ki se dogajajo izven nas. Malce manjši vpliv imamo na neposredno okolico, se pravi na naše bližnje, na družino, na prijatelje, sorodnike. Najmanjši vpliv pa imamo, se pravi, na zunanji svet, se pravi, druge strukture družbene, na državo, na politiko, na vreme, če hočete, na vesolje. In po tej teoriji smo vedno razlagali, da se je najbolj smiselno osredotočiti nase in na bližnjo okolico, ker imamo tukaj največ vpliva, največ nadzora in tudi največ stvari lahko spremenimo. In vedno smo svetovali, da dajmo se ne preveč ukvarjati recimo s stvarmi, na katere nimamo vpliva, ker nas bojo samo zamorile oziroma ne bomo imeli veliko vpliva na njih in bomo samo razočarani. Danes, kar vidimo je, da zunanji svet, če je prej vplival morda manj na nas, danes vpliva ta zunanji svet, medijska sporočila, situacija globalna, veliko bolj, kot pa bom rekel, zadnjih 50 let. Se pravi, ogromen vpliv, povečan vpliv zunanjega sveta na naša življenja. Samo pogledajte sveže ukrepe, se pravi, kaj vse se spet spreminja iz tedna v teden, v vaših šolah, v dejansko načinih dela, se pravi, velik vpliv na življenjski stil, na zdravje, na prilagajanje itd. Naš vpliv na drugi strani je pa zelo mali oziroma je manjši na zunanji svet, kot je vpliv zunanjega sveta na nas. In če je ta vpliv toliko manjši, se je zelo smiselno vprašati, na katere stvari pa lahko jaz vplivam kot posameznik in ponovno se vračamo v ta naš krog. Jaz lahko vplivam predvsem nase, na svoje dojemanje, na svoje prakse, na svoje rituale in tudi tukaj bomo danes pogledali, v kaj je smiselno največ energije vlagati. Ena taka zlato pravilo oziroma glavna ideja današnjega predavanja je, da ravnovesje lahko gledamo kot preprosto gugalnico. Če imamo na eni strani več stresa, ki eksponentno raste, če imamo na tej strani več negativnih vplivov, ki pridejo v našo glavo, v našo telo, v naša čustva, avtomatsko potrebujemo na drugi strani več pozitivnih dejavnikov, pozitivnih vplivov, da bomo to stvar zbalansirali. Se pravi, če imamo na eni strani takšno količino stresa, in na drugi strani smiselno imeti dejansko primerno količino regeneracije, da se nekako uravnoteži. Kaj se sedaj to dogaja, je, da se stres povečuje, naša regeneracija pa se lahko vprašamo, ali uspešno sledi, ali ta regeneracija je že uspešno dejansko neutralizirala stres ali še ne. In naša želja je, če je minus dejavnikov toliko, si želimo imeti na drugi strani toliko več pozitivnih dejavnikov, oziroma še bolje, želimo si, da se znamo regenerirati psihološko, dejansko tudi na zalogo, da imamo več plusa, kot pa minusa v naših življenjih. In zdaj, kaj lahko naredimo? Obstaja zdaj veliko, bom rekel, nekih smernic in nasvetov in jaz bom dejansko samo parih podelil, za katere čutim, da dejansko so res delujoči. Tudi sam sem šel čez marsikatere in sicer nima smisla v teh časih, da bi mi zanikali stiske, da bi rekli, da je vse ok, ker niso stvari ok, se pravi, soočamo se z več stiskami, več stresa. In zelo smiselno je, da lahko v dnevu posvetimo nek čas, da čutimo stisko, da čutimo žalost, tudi da se zjočemo. Se pravi, da res lahko izrazimo občutke, ki jih čutimo glede na novo situacijo, glede na nas, glede na življenje. Se pravi, da imamo nek posvečen čas,
ko si dovolimo in sprejmemo to bolečino, stisko, ji damo ime, se ji posvetimo, ker išče pozornost. Po drugi strani, ko si dejansko ta čas vzamemo in rečemo, danes si vzamem pol ure, se res temu posvetim, čutim, kaj me mori, kaj me matra, ko pol ure mine, pa rečem, ok, zdaj to sem začutil, kaj pa lahko sedaj naredim. Se pravi, vedno si želimo usmeriti našo pozornost potem, ko čutimo, sprejmemo stisko, v kateri smo, kaj bomo zdaj s tem naredili, kaj so rešitve, kaj so možnosti, kaj so alternative. Se pravi, sprejmem stisko, hkrati se pa na drugi strani sprašujem, kaj bom s tem naredil. In ko imamo vedno več stisk v življenju, in zdaj je vedno več stisk v prisotnem življenju in čutimo dejansko, da narašča stres, da narašča morebitna anksioznost, da nam pada motivacija, da nam pada lahko, bomo rekel, angažiranost, se ljudje zatečemo čisto psihološko k mehanizmom za soočanje s temi stiskami. Ko je stiska prevelika, želimo stisko bodisi odmakniti stran poriniti, ali pa jo nekako zmanjšati, ali pa celo ugasniti. In tako ponavadi lahko se tudi znajdemo sami, da rečemo, ok, se bom pač malo najedel, malo preveč, sladkari, sladoleda, čipsa in bom s tem nekako zaspal svoje telo, ga onemil in ne bom toliko čutil. Recimo, mogoče prekomerno gledamo televizijo, igramo videoigrice, smo res prekomerno na telefonu, samo da ne bi čutili. To je dejansko neke vrste pobeg in ne rešuje dolgoročno našega stanja in tudi nam ne pomaga, da bi se konstruktivno soočali z izzivi, ki jih čutimo. Se pravi, vse nas bo vlekel v neke te mehanizme, kako bi se s temi stiskami soočali, želimo pa si, da zberemo tiste mehanizme, ki nas dejansko regenerirajo. Se pravi, namesto, da se res prenajemo, a lahko gremo pod en topel tuš, a lahko za nekaj časa vzamem dobro knjigo v roke pa nekaj preberem. Če sem že na Netflixu, a lahko zberem boljši film, ki me bo malo navdihnil, ki mi bo dal energijo, ne pa da mi jemlje. Se pravi, želimo se zbirati prakse, ki nam dajo energijo. A lahko malo potelovadim, a lahko pokličem, ne vem, babico, enega prijatelja, se malo pogovorim, povem, kako se počutim. Je ta mehanizem veliko bolj konstruktiven za soočanje s stisko, kot pa da reče, sem pa cel dan zabluzil zdaj. Nisem mi dal, sem se smilil samo sebi cel dan, potem sem se najedel, sem gledal filme, ne vem, do 2 zjutraj in nič ni bilo z mano. Se pravi, tukaj je fajn, da smo čim bolj pozorni, katere mehanizme soočanja s stiskami zbiramo. Zbiramo čim bolj konstruktivne, ki nam bojo dali energijo. Kaj znanost pravi glede ravnovesja? 2 stvari danes. Znanost pravi, da boljši rituali pomenijo več ravnovesja. Zdaj, kaj rituali so? Rituali so aktivnosti, ki so avtomatske oziroma polavtomatske in zato porabijo manj energije. Recimo, tisti, ki pijete kavo zjutraj, verjetno ne rabite za kavo nekega posebnega seznama, kaj boste naredili, dejansko že avtomatsko roka gre po kavo, kafetera gre na štedilnik, vi dejansko veste, koliko temperature morate dati, to se skuha, veste točno približno kdaj, veste, kje je skodelica, spijete in greste naprej. Se pravi, nimate tega občutka, kaj moram že pri kavi narediti. Podobno pri avtomobilu, se ne sprašujete, kje je prva, druga, kje je rikverc, to poznate, ker je stvar avtomatizirana. Kar si mi želimo, je, da čim bolj avtomatiziramo rituale, ki nam bodo dali energijo. Naprimer, lahko bi to bil, ko se zbudim, potelovadim za 5 minut in delam to vsak dan. In če delam to vsak dan, potem počasi to obnašanje v nekem specifičnem času postane avtomatsko. In ker postane avtomatsko, jaz ne potrebujem dodatnega truda ali discipline. Se pravi, ne rabim se vsak dan zdaj motivirati, jaz moram telovaditi, res moram telovaditi, vse vem, da moram, da si mi. Ko mi to uspemo, se pravi, so stvari avtomatske. In za večje ravnovesje je logično, da če imamo več teh avtomatskih ritualov, nam bo tukaj lažje. Ker se ne bomo spraševali, kdaj grem teč, kdaj jem, kdaj mogoče zavestno diham, kdaj berem knjigo, ampak vem, nehal sem delati za šolo, vzamem si pol ure, da pokličem prijatelja, vzamem si, grem na sprehod, vzamem si knjigo v roke, se pravi, vem, da nekaj počnem. In želimo si dejansko čim več ritualov vzpostaviti, ki bojo avtomatski, polavtomatski, da v njih ne bomo razmišljali, ampak jih bomo samo izvajali. To je ena taka znanstvena predlog. In pa drug znanstveni predlog, raziskave kažejo, da imamo ljudje v telesu veliko ritmov. Najbolj poznamo tale spalno-dnevni ritem, se pravi po noči telo želi spati oziroma ima potrebo po spanju, po dnevi se pravi po budnosti oziroma po delu.
Tudi čez dan imamo podoben ritem, ki se imenuje ultradiani ritem in to je ritem, ki ima cikle približno na 2 uri. Nekje od ure pa pol do 2 ur in v tem ciklu imamo ljudje več energije, smo bolj pozorni, bolj fokusirani. Po tem prvem ciklu, se pravi 2 ur, v vseh živih organizmih avtomatsko pade naša pozornost, naša zbranost in pride do neke vrste utrujenosti. Zakaj je to pomembno? Če mi znamo in uspemo spremljati te cikle, si bomo dejansko vsaj na 2 ure najkasneje jemali nek odmor. Odmor je lahko tudi če je 5 minut, je boljše kot pa nič. In ti odmori so pomembni zato, ker če se mi v tem ciklu, kjer je telo utrujeno, uspemo spočiti, bomo potem lažje dejansko surfali po novem valu energije. In če vmes počivamo, bomo lahko imeli ta val zelo enakomeren, če pa ne počivamo, bo šel pa ta val vedno bolj navzdol. Se pravi, znanost nam govori, izkušnje nam govorijo, da je produktivnost oziroma organiziranost oziroma delo je cikličen proces. Ne moramo samo delati, mislim lahko, ampak ne bomo tudi produktivni. Veliko bolj je, da delamo, počivamo tudi na neke redne intervale. V šolah imate odmore in ste jih imeli odmore, no, na 45 minut. Tudi ko smo doma, je zelo pomembno, da imamo čim bolj redne odmore in da se v teh odmorih zavestno sproščamo, zavestno regeneriramo, ne samo, da preklopimo na drugo stvar, na drugo nalogo, na drug predmet, ampak delal sem uro pa pol, 60 minut, malo preklopa in potem grem naprej. Tako boste veliko lažje vzdrževali svojo kondicijo in veliko več energije boste imeli na koncu dneva in tudi boljše boste vzdrževali svojo psihofizično stanje, da se boste boljše počutili in da boste boljše bolje, kar je zelo pomembno. Iz znanosti pa si pogledamo še par veščin, no? Veščin, ki so zdaj zelo pomembne, še posebej v tem dolgoročnem kontekstu, kako lahko skrbimo za naše ravnovesje. Po mojih izkušnjah je samozavedanje in pa samoobvladovanje ob vedno večjih distrakcijah vedno bolj pomembno in ključno, da smo stabilni, da smo v ravnovesju, da lahko normalno delujemo, se povezujemo in raziskujemo in tudi osebno rastemo. Kaj to pomeni? Kot sociolog lahko rečem, da že kar nekaj časa živimo v ekonomiji pozornosti, se pravi, kjer je vedno več držljajev. Če smo imeli recimo pred COVID časom, no, smo govorili v tem terminu, da vse blagovne znamke, podjetja se borijo za našo pozornost in nam lansirajo vedno več sporočil, reklam, marketinga, da bi ujeli našo pozornost in da bi mi potencialno postali njihovi kupci. S korona časom se dejansko ta pozornost vedno bolj usmerja tudi na novice, na senzacionalizem, na lažne novice, se pravi vse, kar je povezano tudi s koronavirusom. In mi dnevno v naše možgane dobimo tako veliko informacij, da nas to, kot veste in čutite, verjetno zelo preobremenjuje. In ti impulzi so vedno močnejši in vedno večji in vedno bolj intenzivni in distrakcije, kako to vpliva na našo glavo, so vedno bolj, problematične, vedno bolj naporne. In to, kako vpliva na naše možgane. Na naše stanje in počutje vpliva takole. Se pravi, naši možgani postajajo kognitivno preobremenjeni, kar vodi že samo po sebi v večjo utrujenost in stres. Zaradi vedno več informacij, ker smo jih vajeni tako hitro dobivati v naše dejansko možgane, se dejansko fizično preusmerjajo in na novo povezujejo nevronske povezave v možganih. Se pravi, možgani se spreminjajo in drugače razmišljajo. Če smo včasih recimo bili sposobni, dijaki, študentje, zelo dolgo časa brati neka čtiva in gradiva, ker smo bili navajeni, da dejansko je čas počasneje tekel, da smo tudi počasneje, bom rekel, globje razmišljali, več časa smo brali neke tekste, ni bilo toliko dejansko informacij in impulzov, danes recimo pozornost pada. Ne, da bi dejansko zdaj dijaki bili manj sposobni ali karkoli, ampak način življenja se je tako pohitril, da tudi naši možgani hitreje razmišljajo, se pravi, so drugače povezani. In pa tretja stvar, kako ta prekomerna informiranost in prekomerne senzacije vplivajo na nas, da vedno težje čutimo sebe v nekem tem notranjem smislu, se pravi, kdo sem jaz, kaj si želim, v katero smer želim kot človek iti. In ko to ljudje zgubljamo, potem se vedno bolj spet obračamo na zunanje senzacije, na zunanje impulze in težje čutimo, kaj je naše poslanstvo, kaj so naše želje, v katero smer še želim kot človek razvijati.
In tudi zato je tako pomembno, da znamo obvarovati našo glavo, da znamo biti v ravnovesju, da bomo sploh čutili, kaj nam je pomembno in kaj lahko s tem tudi naredimo v življenju. In naša naloga v tej ekonomiji pozornosti in v tem svetu, ki nas zdaj bombardira z težkimi informacijami, je, da se naučimo obvladovati pozornost, da znamo preprečiti distrakcije, pa da obdržimo fokus na stvari, ki so nam pomembne, ki so pomembne za našo družino, za naše bližnje in za naše življenje. Kako to lahko naredimo? Eno prvih pravil, kako se soočamo z distrakcijami, je, da se jim ne upiramo, ampak da se umaknemo. Se pravi, če imam jaz na mizi zdaj čokolado in si rečem, glej, Matej, ne bom jedel čokolade, ampak če skozi na mizi gledam, bo moja glava in jaz bom porabil kar nekaj energije, da se bom uprl tej čokoladi, se lahko, da ne bom pojedel, ampak se bom pa matral, da je ne pojem. Zato je bolj, da čokolade sploh ni na mizi, sploh bolj, da je ni v stanovanju, ker je pač ne morem pojesti. Podobno s telefonom, se pravi, telefon, se jaz učim ali nekaj delam, ga imam na mizi in rečem, ne bom ga gledal, ampak pogled mi že tja uhaja. Veliko bolj je, recimo, ko smo fokusirani, da če je telefon distrakcija, da ga umaknemo iz sobe, da ga damo na način letenja, se pravi, da nas ne more sploh zmotiti, ker mi ne bomo porabili potem energije, da se z njim sploh ukvarjamo, pa pride eno obvestilo, pa takoj vidimo, nam že pozornost skače. Se pravi, od distrakcije se umikamo. Nič ni dejansko tukaj slabšalnega, se ne upiramo, se ne borimo, ampak najbolje, da se umaknemo. Ne prežgemo televizijo in ni distrakcija. Ne prežgemo tiste strani z novicami, ki je tako senzacionalna. Se pravi, umaknemo se. Drug nasvet je, da ko govorimo o distrakcijah, ukolikor imamo mi pristno povezanost z prijatelji, z družino, starši, je ta vez tako veliko močnejša, kot pa distrakcija in potencialne odvisnosti, recimo odvisnosti od hrane, interneta, videoigric, tudi drog. Bila je zelo zanimiva raziskava narejena in sicer z vietnamskimi vojaki. Vietnamski vojaki, ameriški v Vietnamu, so za potrebe bojevanja veliko drog uporabljali. In potem se je ameriška vlada zbala, ko bodo vojaki prišli nazaj, kaj se bo zgodilo, ker če so konzumirali tako veliko drog, se pravi, bodo imeli same odvisnike. In kar so ugotovili, da tisti vojaki, ki so prišli nazaj in so imeli zelo močne družinske vezi, niso imeli nobenih težav dejansko potem drogo dati na stran in jih ni premagala. Se pravi, distrakcija ni bila, potreba ni bila tako velika. Tisti, ki pa niso imeli močnih vezi, ki niso se čutili pripadne, povezane, so pa zelo hitro zapadali v razne tipe odvisnosti. Se pravi, poanta, ukolikor imamo močne vezi, prijateljske, družinske, kakršnekoli, bomo lažje rekli ne distrakcijam. Lažje se pogovarjamo, lažje smo fokusirani, ker čutimo pripadnost, ker čutimo povezanost. In vam polagam na srce v teh časih, ki so taki negotovi, dajmo čim bolj krepiti družinske vezi, čim bolj prijateljske vezi, da smo čim bolj povezani, ker bomo potem skupaj se vsi lažje borili in umikali distrakcijam. Tretja stvar, kako se soočamo z distrakcijami, zelo pomembno je zavedanje, kaj in koliko časa vlagam v svojo glavo, oziroma vnašam v svojo glavo. Se pravi, če jaz čez dan berem toliko pa toliko časa določene informacije, bom več tega imel v glavi. Če toliko časa razmišljamo o neki stvari, bo več tega v glavi. Zelo logično je. Zato je zelo pomembno, da znamo biti disciplinirani in se zavestno odločamo, čemu posvečamo pozornost in čemu ne. Verjetno, če grem jaz na sprehod polurni, je morda boljša investicija pozornosti, kot pa, če se, zaprem v sobo s kokicami in gledam neko, zelo turobno TV serijo. Mogoče to potrebujem, ampak če to delam vsak dan in moje zavedanje, moja pozornost gre v to smer, čez nekaj časa, ko se bo to naložilo, bo ravnovesje moje verjetno slabše. Zato, kaj spuščam v glavo, o čem razmišljam, kaj berem, s kom se pogovarjam, zelo pomembno. In lastnost, kvaliteta, da lahko zaščitim svojo glavo, oziroma to zavedanje, je vedno bolj pomembno. Zdaj pogledamo se par tudi tehnik, ki nam lahko pri tem pomagajo. Tole je ena taka zelo osnovna vaja človečnosti, vaja za fokus. In sicer, ko opažamo, da nas distrakcija recimo napade, ko čutimo, da nam misli odhajajo stran, mi se pa želimo učiti, pripraviti gradivo za dijake ali pa organizirati neko stvar v službi, tudi starši ste med nami, je fino, da samo morda zapremo oči, zaznamo to misel, ki nam začenja načenjati našo pozornost,
rečem, aha, to je misel, ok, skozi me nekaj moti tukaj s to mislijo, kaj ta misel je, začutimo čustvo, ki je s tem povezano, se pravi, aha, zdaj sem na delavnici za gimnazijo Celje Center, ampak nekaj nujno moram narediti finančnega in čutim neko frustracijo, zakaj tega ne morem takoj narediti. In ko to čutim, dam temu ime, ubesedim, kaj je čustvo in potem dam zavestno to na stran. Rečem, ok, čutim to, mi je pomembno, s tem se zavestno zdaj bom ukvarjal. In stvar lahko tako dolgo postavljam na stran, jo dajem mentalno na stran, da zgubi svojo moč. In potem se bom lažje vrnil na aktivnost, ki jo trenutno počnem. Se pravi, to ko ponavljam in boste opazili, če boste poskusili, da ko zavestno se odločite, da boste nekaj odložili, ta stvar zgubi težo. Tako da, evo, ena stvar za poskusiti, naslednjič, ko boste čutili neko distrakcijo v svoji glavi. Potem naslednja dobra praksa, kako si lahko mentalno pomagamo, ko dobimo neko skrb v glavo, da jo samo organiziramo po nekem drevesu, in zelo preprosto. Čutimo neko stvar, da nas bremeni, nek problem. Se vprašamo, lahko karkoli zdaj naredim s tem problemom. Ukolikor je odgovor ne, pustimo, kot smo rekli, prvi stvar na stran, da se lahko ukvarjamo drugič z njo. Se pravi, odmislimo. Če lahko kaj naredim s tem problemom, mislijo, razmislim, kaj lahko naredim, oblikujem seznam možnosti, si magari tudi napišem na listek, aha, lahko naredim tole, tole pa tole. In se vprašam, lahko naredim kaj v tem trenutku? Odgovor je spet ne ali ja. Če ne, načrtujem, da bom to lahko naredil, če je odgovor potem ja, kaj lahko v tem trenutku naredim. In če je dejansko odgovor ja, hkrati pa imam preveč vsega, je zelo smiselno te naloge, ta problem razdeliti na čim manjše mikrokorake. In to je še recimo ena dobra stvar za vaše urnike, za organizacijo. Večkrat nam zgleda naš problem zelo velik, kot tale piramida, kot jo vidite na sliki. In to piramido je zelo smiselno razstaviti na manjše koščke. Manjše koščke zato, ker ko bomo enega pa enega upravili za drugim, manjše naloge veliko lažje zaključimo. Ko jih zaključimo, veste, ko nekaj poklukamo, kak je dober občutek. S tem, ko imamo ta občutek dejansko zadovoljstva, dobimo tudi občutek večjega nadzora in mentalne sprostitve. Sami veste, verjetno po izkušnjah, da ko imate neko stvar, ko jo niste zaključili, vam skozi dejansko je v glavi in zato jo je smiselno razstaviti na manjše koščke, enega po enega poklukati in boste imeli občutek nadzora, zadovoljstva in da ste že nekaj naredili. Ponosni boste nase in stvar se premika naprej. Se pravi, dajmo razdeliti velike naloge na manjše naloge in potem košček po košček jih klukati. Dobra praksa za ravnovesje, dihalne tehnike. Meni je vedno fascinantno, kako vsi dihamo vsak dan in se z dihanjem zelo malo ukvarjamo, ga ne poznamo in že samo, bom rekel, zavestno dihanje. Če samo, recimo, zdaj v tem tudi kako poslušate, si rečete, bom zavestno dihal, boste videli, da se telo drugače postavi in če potem uspete dihati trebušno prepono, kar pomeni, da ko vdihujete, gre trebuh ven, ko izdihujete, gre trebuh noter in podaljšujete svoj izdih, recimo, da vdihujete 4 sekunde, izdihujete 6 sekund, boste opazili, da še vaše telo pomirja. In koliko poznam raziskave in nasvete, če bi vsak izmed nas recimo 20 minut na dan posvetil zavestnemu dihanju, da je res prisoten in polno diha, bi napolnil svoj čustveni rezervoar tako, da bi lahko bil cel dan v dobrem ravnovesju in zelo kreativen. Dihanje ima zelo, zelo močen vpliv na našo psihofizično stanje in ga po mojem premalo uporabljamo. Se pravi, tehnik imate na internetu ogromno, lahko pogooglate tega in dajte probati. Vam res svetujem, jaz s temi tehnikami res lažje preživljam marsikateri težek dan, ker nekako je telo bolj predihano, bolj pretočno, bolj mirno zaradi tega in se lažje soočam z vsemi stresi. Definitivno nekaj za probati. Še par stvari, pogovarjamo se, kako je tehnologija zdaj ena stvar, ki nam jemlje pozornost, po drugi strani, če jo uspemo uporabiti, bom rekel, v našo dobrobit, lahko uporabljamo aplikacije oziroma tehnologijo v smeri, da nam sledi, da spremlja naše navade. Recimo, tole so moje navade za vsak dan, se pravi meditacija in telovadba oziroma joga in potem, ko jaz kliknem naredil sem, je neka taka spet mehanizem psihologije, neka nagrada in si želimo vsak dan to početi. In s tem avtomatiziram svoje navade in svoje rituale. Tudi ena dobra praksa. Tole, tudi zelo pomembno, angleški izraz sicer if you win the morning, you win the day.
zelo pomembno postaja, kako mi začnemo svoje jutra. Če mi svoje jutro takoj začnemo, bom rekel, v stresu, takoj odpremo neke novice in takoj v svojo glavo spustimo nove strese, nove ukrepe in te občutke, smo se takoj prepustili zunanjemu svetu, da zunanji svet diktira našo pozornost, našo energijo. Ukoliko uspemo vsaj pol ure, vsaj 1 uro se posvetiti najprej našim ciljem, našemu počutju in potem se preklopiti na zunanji svet, nam bo veliko lažje. Se pravi, dajmo zaščititi svoje jutra, našo pozornost, ker ko jutro dobro začnemo, nam to vpliva na cel dan. Vmes sem dobil sem še par vprašanj, tudi bom zdaj malo pogledal, če je vprašanje prišlo. Gregor, kako vprašanje je prišlo? Ne, dobro. Tole vprašanje mi je bilo fenomenalno in sicer kako vedeti, kdaj je bilo za tisti dan dovolj dela. Čeprav že veš, da ga še imaš vedno veliko dela, ampak si cel dan za računalnikom in ne veš, kako bi delo še lahko izboljšal. Jaz bi tukaj svetoval pa rekel, da zelo pomembno, da se zavedamo te tehtnice, koliko je stresa, koliko je regeneracije in da pogledamo čim bolj dolgoročno. Nikoli ne bomo vsega naredili. Absurd je, dela je toliko vsak dan in tudi že celo življenje, da ga nikoli ne bomo dokončali. Če gledamo dolgoročno, se lahko zavemo, da je morda bolj pomembno, kot pa, da vse naredimo perfektno, je morda bolj pomembno, da naredimo dovolj dobro, hkrati pa počivamo in vlagamo v sebe na tak način, da krepimo sebe kot osebnost, da krepimo kvalitete, bom rekel, vzdržljivosti, discipline, ritualov. Kako vem, da je dovolj? Veste, ko čutite, da ste preutrujeni in potem se še malo porine čez rob, to je že preveč. Ko dejansko vidite, da ste dovolj stvari pokljukali, če si jih razdelite, veste, dovolj sem naredil, stvari sem zaključil. Veste, da je preveč, ko postanete majčkeno nervozni, ko postanete majčkeno tečni, to se pravi, ko vidite, da reagirate na sošolce, na starše, se pravi, preobremenjen sem. Takrat veste, da ste ali preveč delali, ali pa ste pod prevelikim stresom. Takrat bi bilo smiselno, se pravi, vsaj narediti pauzo ali pa zaključiti delo. Zdaj, če potem rečete, ampak nisem končal stvari. Ja, res je. In v teh časih veliko od nas ne bo končevalo stvari. In veliko stvari bojo padali in roki padajo in ni vse narejeno, ker je čas, v katerem smo takšen, turbulenten. In tukaj dejansko kar vidim, da se vedno več dogaja, da se o tem pogovarjamo med sabo. Sem naredil, kar sem lahko, tole je maksimalno dober izdelek in ga oddajam. A se lahko o tem pogovorimo, oziroma nismo zmogli, lahko drugače naredimo. In tukaj mislim, da vsi iščemo zdaj in podjetja, in starši v podjetjih, in učitelji in učenci iščete neko sinergijo, kaj je možno, kaj ni možno. Recimo opažam v stiku sem s parimi fakultetami tudi, fakultete so tako zelo obremenile svoje študente zadnje čase, da študenti več ne zmorejo in že poročajo dejansko, da je vedno več stresa pa anksioznosti, ker je preveč dela, ker je očitno, vsak profesor si želi nadoknaditi vso snov, ampak vsi profesorji skupaj je pa dejansko postalo preveč. Kako veš, da je dovolj? Takrat, ko čutite, da več dejansko psihofizično, da reagira vaše telo in takrat nujno odmor ali pa zaključiti delo za tisti dan. Evo, še tole vprašanje, potem pa gremo na druženje. Tudi zelo močno vprašanje, glede perfekcionizma. Glede perfekcionizma je stvar, kako ne rečem, kar delikatna. Prebral sem namreč kar nekaj mnenj strokovnih, da je ljudem, ki so perfekcionisti, v tem času zelo težko. Namreč živimo v času, ki je težko, da imamo karkoli pod nadzorom, kjer se stvari zelo hitro spreminjajo, kjer so zelo negotove in tudi težko je narediti stvari popolno, ker če se stvari rušijo, popolnosti tako rekoč ni. Kako se s tem lahko soočimo? Jaz bi rekel naslednje, da je zelo pomembno, da poskušamo ta perfekcionizem, to željo po izboljšanju iz izdelka preusmeriti nase. Kako sem jaz lahko boljši kot človek v smislu vrednot, kvalitet, veščin, ampak ne da sebe maltretiramo, se pravi, mora biti dober, vsi smo dovolj dobri. Vsi smo dovolj dobri takšni, kot smo. In ne rabimo dejansko iskati dodatnih potrditev s tem, da je nekaj popolno, ker to nas lahko samo dejansko še bolj utrudi.
če čutim recimo, da bi mogel stvari skozi izboljševati, se je zelo pametno vprašati, odkje čutim to potrebo, zakaj se moram skozi izboljševati, oziroma zakaj morajo biti moji izdelki vedno boljši. A sem dobil realno takšno povratno informacijo od kolegov, sošolcev, učiteljev, da moram še več. Tukaj je zelo fino, da smo čim bolj realni in tudi mogoče, da prosimo za povratno informacijo od drugih ljudi, ali so stvari, ki jih delam, dovolj dobre in če so, da to sprejmemo. Ker, pogledajte, če imamo že v osnovi več dodatnega stresa, potem pa sami sebe še dodatno stresiramo, da nekaj ni dovolj dobro, imamo dvojni stres. Se pravi, tukaj res pomembno se vprašati, odkje izhaja ta moja potreba, da mora biti vse boljše, da moram izstopati, briljirati, odkje je to in zakaj bi moglo to biti tako. Zakaj ni preprosto dovolj, da to, kar dajem od sebe, maksimalno, koliko zmoram, da je to dovolj. Se pravi, nek iskren pogovor sam s sabo. In tukaj vsi perfekcionisti, ste soočeni z velikim izzivom, vzamete to kot priložnost, da pogledate v ta perfekcionizem in da se o tem pogovarjate z drugimi. Ne biti samotari, ne biti sami, dajte se pogovarjati, kako se počutite in kaj se dogaja z vami in s tem, po mojem, boste potem tudi veliko lažje, bomo lahko razrahljali nek odnos do sebe, da je treba samo zboljševati, krepiti in biti, bom rekel, nadpovprečno dober, ker ni potrebe. Jaz mislim, da je potreba predvsem to, da smo čim bolj avtentični, iskreni, da se pogovarjamo in da skupaj rastemo. Toliko, no. Je pa to zelo kompleksno vprašanje, o katerem bi se lahko pogovarjali 1 uro. Za povzetek, potem pa k druženju, pomembno ravnovesje. Zdaj še imaš eno vprašanje, Eno vprašanje še imam. Samo, da vidim. Sekunda, pa mlešt. Kako nekaj končati, čeprav vemo, da smo sposobni narediti še bolje? Dobro vprašanje. Kar jaz uporabljam osebno je, da si postavim rok. Rečem, rok imam do 6 in karkoli naredim, do takrat je to konc. In sam sebi postavim strukturo. Se pravi, jaz si postavim toliko časa za to, toliko časa za to, glede na ravnovesje, v katerem želim biti. In ko je ura 6, do takrat se skoncentriram, si rečem, naredim najboljše in potem oddam. Ker vem, da ne morem ene stvari nenehno popravljati, je izboljševati, ker lahko vedno v nedogled stvari popravljamo. Se pravi, jaz si postavim nek rok in izziv, da stvari končam do neke ure, do nekega datuma. Toliko. Tudi lahko morda komu drugemu obljubite, do takrat bo končano, karkoli bo in potem oddate. In s tem potem spustite stvar naprej. Povzetek, kolikor je minusa, toliko plusa si želimo imeti, se pravi, v našem življenju, zelo preprosto, in pa na koncu želimo si ustvarjati rituale, ki so avtomatska obnašanja, vedenja, ki nas regenerirajo in nam pomagajo dejansko avtomatsko, polavtomatsko čez to obdobje, da ga lažje zvozimo. Evo, zdaj sem samo jaz govoril in povabim vas v eno posebno izkušnjo, eno sobo sem za nas naredil. Na ekranu vidite tole povezavo. Tudi Gregorja bom prosil, če jo lahko skopira v klepet. In sicer predlagam, da se na tole povezavo priklopite preko brskalnika Google Chrome, vpišete svoje ime, vprašalo vas bo za kamero in za dostop, kliknete Continue in potem se boste znašli na taki plaži skupaj z ostalimi. In se tam vidimo, slišimo, premikali se bomo z miškami in se družili in pogovarjali med sabo. Se pravi, želel sem, da ne samo, da slišite neke stvari, ampak da dejansko, da se podružimo med sabo. Takole, hvala Evo za pozornost in se vidimo dejansko na ležalnikih v drugi sobi. Gregor, res je to lahko tam end, verjetno, ne? Ok. Gregor, gremo zdaj tja, na event. Ja, se vidimo tam. Ej, ful hitro ta čas, preveč vsebine sem imel. Ok, se vidimo tam. Se vidimo tam, ajde.